Lepo pozdravljeni vsi skupaj, zelo sem vesel, da sem lahko med vami, zelo sem hvaležen za to povabilo, da podelim z vami ene stvari. To, kar bom danes govoril, bo taka malo bolj čudna pridiga, tako da prosim, da ste pripravljeni, opozorjeni ste. Rad bi začel pred začetkom in bi pravzaprav rad spregovoril malo o Svetem pismu. In s tem, ker uvodom želim pravzaprav narisati en zelo, zelo širok okvir, ki se ga ponavadi ne zavedamo, ki je pa pomemben za nas in nam lahko zelo pomaga. Potem bom pa znotraj tega okvirja eno stvar bolj konkretno predstavil. Včeraj smo bili nekateri tukaj na enem srečanju, kjer je en brat iz Anglije, ki res en čudovit svetopisanski učitelj, je spregovoril o Svetem pismu in je spregovoril o Svetem pismu kot o drami v 6 dejanjih. In to je dejansko tudi tema, ki jo mi na svetopisanski družbi zadnje čase odkrivamo in poudarjamo in jo predstavljamo in veliko govorimo o njej in menimo, da je treba o njej govoriti več. Namreč, zakaj gre? Sveto pismo včasih jemljamo kot zbirko enih pravil, drugič ga jemljamo kot zbirko enih obljub, tretjič ga jemljamo kot zbirko enih principov, načel, zakonov. Ampak vsa ta gledanja na Sveto pismo so v bistvu zgrešena. Seveda je to vse v Svetem pismu, ampak to ni bistvo Svetega pisma. Namreč, Sveto pismo je nekaj bistveno več od tega. Sveto pismo je velika zgodba. Tako velika, da se razteza čez ves čas. Se pravi, se začne na začetku, se vemo, pri stvarjenju, in potem se nadaljuje, gre skozi naš čas in gre še naprej v prihodnost. In zdaj, v zadnjem času, se pravim, so mnogi kristjani odkrili, kako pomembno je, da se tega zavedamo, da se pravi, ko pristopamo k Svetem pismu, kaj se pravzaprav dogaja. Ko odpreš jutri Sveto pismo, kaj pričakuješ? A pričakuješ, da boš dobil neko mehno inspiracijo, ki te bo sem ali tja malo vodila, malo opogumila? Ja, seveda, ampak Sveto pismo je več. Ne poskušam razložiti, zakaj gre tukaj. Se pravi, tako kot je tudi brat včeraj predstavil in tako kot bomo tudi prav na svetopisanski pripravljamo gradiva, ki bodo to bolj predstavljali, jaz bom to zdaj zelo na hiter predstavil, ampak vseeno poskusite imeti to v mislih. Sveto pismo lahko razumemo kot dramo, ki se nadaljuje, ki ima več dejanj. Prvo dejanje bi bilo ustvarjanje sveta, se pravi, Bog ustvari svet. Drugo dejanje, vrhunc stvarjenja človek, se upre Bogu, pade. V svet, vstop, greh, smrt, vsi te problemi, ki jih imamo. Se pravi, drugo dejanje je ta odstop od Boga. Tretje dejanje, Bog ne obupa, Bog začne pripravljati rešitev. Pokliče Abrahama, po njem pokliče Mojzesa, po Mojzesu pokliče preroke, dvigne kralja Davida in da obljube. Se pravi, to tretje dejanje je precej dolgo, ne? In Bog pripravlja in gradi odrešenje. Obljuba rešitve je tukaj že ves čas. In ta rešitev seveda je odgovor na ta problem v drugem dejanju. Ta padec, ki poškoduje človeka, grdo poškoduje vse človeštvo in celo vse stvarstvo. No in potem četrto dejanje, Bog pripelje rešitev, pripelje Mesija, pripelje svojega sina, da sredi časa, sredi našega sveta dovrši odrešenje, umre na križu za nas, vstane od mrtvih tukaj v tem svetu telesno, grob je prazen. Se pravi, znotraj sveta se zgodi rešitev, ki jo pa dejansko prav lahko šele razumemo, če se zavedamo teh dejanj prej. Jezusovo dejanje, ki ga opisuje evangelij, ima smisel samo in ga bomo samo prav razumeli, če vidimo to, kar je prej se dogaja. Brez tega je to nekaj v zraku, nekaj mogoče eno junaško dejanje, ki pa ne vidimo dejansko njegovega pomena. Ne? In tako kot govori Nova zaveza, vidimo, da to odrešenje, ki ga Jezus takrat dovrši, ni samo zdaj zame osebno, zato da jaz se lahko spravim z Bogom in grem v nebesa, ampak je širše. To odrešenje dejansko ima to
horizontalno razsežnost, se pravi, med nami nekaj spremeni. Sprava se je med nami zgodila, pastor je prej rekel, tukaj smo različni ljudje, ampak smo eno v Kristusu. To je Božji čudež. To je nekaj, kar ni človeško, to ni človeško delo in to samo dejstvo pričuje ljudem zunaj, da je Bog živ. In da je Bog že odločilno posegel not, ker nas je poklical zelo različne ljudi, z zelo različnimi temperamenti, in tako naprej, in narodi in tako naprej, in se združili, da smo eno. Prav, to je 4. dejanje, zdaj pa prije 5. dejanje. Bog naroči, da se to sporočilo o tem odrešilnem dejanju, da se razširi na ves svet. Pejte in oznate vsem ustvarstvu, imamo v Markom evangeliju, celo tako, da bi še vsem, pač, ne vem, živalim in rastlinam in goram oznanili. Ker dejansko odrešenje zaobsega vse. Seveda v Mateju potem beremo vse narode naredite za moje učence, gre za isto stvar. Se pravi, to je pa 5. dejanje. To je zdaj čas, v katerem smo tudi mi. Potem je še 6. dejanje, ko bo Bog odločilno posegel in dokončal zadevo. Ko bo Jezus ponovno dejansko vzpostavil to dobro Božjo oblast. Božje kraljestvo, dobro Božjo vladavino, kjer bo zlo dokončno uničeno, kjer bo greh dokončno zlomljen, zbrisan, odstranjen in kjer bo dejansko novo nebo in nova zemlja, kjer ne bo več nobene teme, nobenega zla, kjer bo dejansko Božja ljubezen razlita na vse stvarstvo, Božje življenje bo dejansko razlito čez vse, tam bo ta pravo veselje, tam bo pravo življenje, tam bo prava lepota. In to je pa 6. dejanje in o tem vemo. Se pravi, ko beremo Sveto pismo, kaj se dogaja? Ko dejansko pravo branje Svetega pisma pomeni to, da mi vstopamo v to zgodbo. Se pravi, ko odpreš Sveto pismo, dejansko vstopaš in se utrjuješ v tej veliki zgodbi, kjer je seveda glavni junak Bog. Bog je glavni akter tukaj. On poganja dejanje naprej. On je tukaj skozi tisti, ki prvi pelje stvari. In mi smo vedno povabljeni, da se mu pridružimo v tem, kar on dela. Ker zdaj to 5. dejanje, v katerem smo, Bog ga je štartil, vemo, Sveti Duh je ta, ki nam daje, da pričujemo vsem narodom. Jezus je rekel, prejeli boste Svetega Duha in boste moje priče od Jeruzalema, potem Judeji, potem Samariji, potem do konca zemlje. Se pravi, vidimo kroge, ki se širijo do konca sveta. Tukaj smo mi danes. To je ena slika, ki sem jo zdaj res zelo na hitro povzel, vam je pa res predlagam, da v njej razmišljate. In ker boste videli, če se v to ukopljate not, bo vaše branje Svetega pisma postalo nekaj drugega. Bo dejansko vam dajal eno novo moč, eno novo gotovost, ker smo sred tega, kar Bog dela na velikem platnu. In zato naša življenja niso brezvezna. Zato naša življenja niso pač nek slučaj, ki se zgodi nekaj pa. Bog nas je s tem, da nas je poklical, da smo kristjani, da smo učenci tega Mesija, tega Božjega Sina, s tem nam je že dal puščico v življenju, imamo namen. Tukaj smo, Bog nas kliče, da se v bistvu pridružimo njemu v tej veliki reki Božjega delovanja, ki gre zdaj ven iz Kalvarije, če tako rečem, iz Jeruzalema, iz Siona, kot bi preroki rekli, do skrajnih mej sveta. Tukaj smo mi zdaj noter. No, ampak to je zdaj okvir, ker sem ga moram malo na uro gledati, ker Zvonko je rekel, da nimate glih kakšnih omejitev, pa ne, če se zavedo nevarnosti. Katero se je s tem spravil. No, zdaj, želel bi pa spregovoriti pravzaprav o temi znotraj tega 5. dejanja. Zdaj, rekli smo, Jezus je poslal 12-terico, so šli po vsem svetu, začelo znanjati, vemo, da so za njimi prišli drugi in vemo, da zdaj nekje smo pa tudi mi tukaj. Zdaj je pa res za te 20 let je mečkano velika. In zdaj to, kar bom tlele poskušal narediti, je pravzaprav, da tlele vmes postavim 3 točke, ki mislim, da nam lahko pomagajo, prav nam kot evangelijskim kristjanom. Ker, zdaj tako, v zgodovino nazaj gledati, zaradi zgodovine je lahko zanimivo, ampak ne bo pa nič spremenil. Zdaj, po drugi strani, če pa gledamo nazaj,
zato da bi videli, kdo smo, da bi videli, kaj je Bog prej delal in da vidimo mogoče, kaj Bog dela. Potem je pa to nekaj močnega, ker nam da trdnost od znotraj. Potem pa, čeprav pogledamo nazaj, potem vidimo dejansko od znotraj, kako je Bog pripravljal stvari že dolg časa. Potem tudi vidimo, da je naš trenutek danes ni slučajen, je na eni mogoče pomembni točki v tej veliki reki, ki sem jo omenil. In tudi ta cela stvar rata mečkam bolj konkretna, ni tako abstraktna, ne, da pač nekaj se dogaja, ne. Tukaj se da mečkam več reči, kaj se je že tukaj dogajalo na tem področju. Zdaj, mogoče bi prebrali najprej 2 vrstici iz Svetega pisma, čisto tako, da imamo eno usmeritev, tudi direktno iz Božje besede. Najprej bom prebral ta odlomek v prvem pismu Timoteju iz 2. poglavja, od 4. vrstice bom prebral naprej. Prav takole. Bog hoče, da bi se vsi ljudje rešili in prišli do spoznanja resnice. Bog je namreč samo eden je tudi srednik med Bogom in ljudmi, človek Kristus Jezus, on, ki je sam sebe dal odkupnino za vse pričevanja ob svojem času. Zaradi tega sem bil jaz, Pavel, postavljen za glasnika in apostola, resnico govorim, ne lažem, za učitelja poganov v veri in resnici. Prav smo med 4. in 5. dejanjem tukaj. Kristus je dovršil odrešenje in Bog pa zdaj želi, da bi se vsi rešili in zato je Bog zbral Pavla v tem primeru, da bi bil učitelj in glasnik poganov. Prav vidimo to puščico, ki gre ven iz Jeruzalema, iz Siona, ven med vse narode. No in potem bom pa še eno drugo Pavlovo vrstico prebral v prvem pismu Korinčanom, 3. poglavje od 10 naprej. Pa Pavel govori o tej svoji službi, o tem svojem delovanju in prav takole. 1 Korinčanom 30. Po Božji milosti, ki mi je bila dana, sem kot moder gradbenik položil temelj, drug pa zida naprej. Vsak pa naj gleda, kako zida naprej. Drugega temelja namreč nihče ne more položiti, namesto tistega, ki je že položen. In ta je Jezus Kristus. To pa nas že mečkam bolj zadeva, ker zdaj Pavel ena stvar še naprej tukaj pove. On kot tak je začel oznanjati evangelije, s tem postavil temelj. In mi vsi, ki nadaljujemo to delo, moramo, tako nekako prav Pavel, nadaljevati tam, kjer je on nehal. Moramo pogledati, kako je on temelj postavil in iti naprej. In zdaj, v bistvu, to, kar pa zdaj jaz želim narediti, je pa pokazati, kako se je ta temelj gradil tukaj na tem področju, kjer smo mi. Ravno zato, da bi videli, da to, kar počnemo, kot sem že rekel, ni nekaj naključnega, nismo se kar slučajno pojavili tlele, ampak smo pravzaprav sad nečesa, kar Bog dela tukaj že 1000 let. Bolj natančno, že 500 let, še bolj natančno, pa že več kot 100 let. Se pravi, to, kar se zdaj tukaj dogaja, ni kar en mehurček, ki se od nekaj pojavil. Tukaj je v zadnji velik nečesa, kar je Bog delal. No in potem bi pa še to želel upozoriti. Govoril bom o raznih ljudeh, ki jih je Bog uporabil. In želim, da tukaj prav razumemo to. Ne gre zdaj, da mi častimo ljudi, da jih poveličujemo njih kot ljudi. Pač pa, da se zavedamo nečesa, da je v bistvu največji dar, ki ga Bog da. In to je morda tudi, po mojem, ta prva stvar, za katero moramo moliti. Največji dar od Boga so ljudje. Ljudje poslani od Boga, ljudje opremljeni od Boga, ljudje, ki dejansko, ki imajo v svojem življenju nekaj iz nebes, nebeške darove, nebeško ljubezen, nebeško modrost in ki jih Bog sam pošlje na neko delo. Zato je Jezus rekel in zato veliko molimo, Bog pošlje delavce na svojo žetev. To je zdaj to. Se pravi, govorimo o ljudeh, ki so pravzaprav odgovor na to molitev. To je zelo velika molitev, po mojem, tudi za nas. Jaz vedno to molim in mislim, da je to nekaj, kar moramo skozi res moliti in klicati k Bogu, da pošle take ljudi na žetev. No in potem je pa tako. Še eno prispodobo iz matematike bom dal. Tisti, ki imate radi matematiko, boste vedeli, o čem govorim. Tisti, ki jo sovražite, vas prosim za potrpežljivost. Tako je. V matematiki je tako, če imaš eno točko, jo
nam ta točka, seveda jo lahko imamo za nekakšno referenco, ampak ena točka ne določa ničesar. Če imamo dve točki že določata premico, pravi, že imamo neko smer. Če imamo pa 3 točke, imamo pa celo polje, imamo pa ravnino, polje, imamo celo področje. No in jaz želim zdaj v bistvu predstaviti 3 točke evangelija na tem našem področju. Oziroma lahko bi rekli 3 točke, 3 postaje, kako je Božja beseda skozi stoletja prehajala in delovala in kako je prišla do nas. Zato, da bi videli, kje smo mi, zato da bi mi lahko dobro in odgovorno gledali naprej. Zdaj pa gremo. Prva točka, 9. stoletje. Eno grško mesto obalno. Bog tam pokliče 2 brata in ju oprem s pogumom, z veliko ljubeznijo do evangelija, z ljubeznijo do ljudi in daje jim modrost iz nebes. In eden od teh 2 dejansko bo veljal za enega največjih modrecev svoje dobe. In sta opremljena in sta že tudi imata že neki misionarskih izkušenj in potem jih pa Bog pokliče k enemu barbarskemu ljudstvu. Kompletno neizobraženemu, nekultiviranemu, ampak te 2 človeka verjameta, da Bog lahko naredi spremembo, da lahko Bog te barbare, te grozne ljudi, ki se jih vsi bojijo, da jih lahko spreobrne. In dejansko celo vemo, da eno od teh bratov se je malo pregovarjal z Bogom, Bog res ne. In potem je v bistvu kot odgovor in tu bo to, da mu je Bog po Božji milosti dal modrost, kako prvič sestaviti pisavo za te ljudi. A veste, o kom govorim? Ciril pa Metod. Ja? Ona dva sta izumila prvo pisavo za Slovane, se pravi za naše daljne prednike. No in ona dva se pravi znajdeta pisavo in potem sta šla na področje, ki je danes na Slovaškem nekje, in tam sta prevedla Sveto pismo. Ja? In kar je zanimivo, delala sta z učenci. To je ta prav Konstantin oziroma Ciril. On je skozi deloval tako, recimo, ker kralj ga je poklical, da ne naredi to pa to. On je rekel, daj kralj, ti mi daj sam 50 ljudi, da bojo moji učenci, pa me zrihta. In to je zelo zanimiv misionarski pristop. Ne? On se ni sam lotil, ampak je dejansko vzgojil 50 samih sebe. Ne? In to je bilo tudi zelo važno, zato, ker kot bomo videli, je cela stvar naletela na zelo hudo nasprotovanje in preganjanje, ampak zaradi tega je preživela. Ker enega človeka lahko pospraviš, 50 jih pa malo teži. In dejansko je tako, moramo reči, satanovi služabniki, tisti, ki so se imeli za kristjane sicer, ampak so bili dejansko v službi nekoga drugega, so jo neusmiljeno preganjali oba dva in so tudi naredili ogromno škodo, dejansko veliko njunga dela je šlo v nič, ampak niso ga pa mogli popolnoma uničiti. Ne vem, če veste, ampak eno od središnjega dela je bilo tudi tukaj, ki je na današnjem Madžarskem, bliz Blatnega jezera, kjer so še danes krajevna imena, če malo pogledate, so slovanska, ker tam je bilo središče naših prednikov, ki so bili Slovenci, Slavonci, Slovaki, besede vam se denijo kaj podobno, je bil en narod takrat, ne? In takrat je prvič dejansko, takrat se je zgodilo prebojenje. Mi bi danes temu rekli prebojenje. Takrat so ljudje množično, ko so slišali Božjo besedo v svojem jeziku, so množično sprejeli evangelij, postali kristijani, z velikim veseljem so se začeli udeleževati molitve, bogoslužje in tako naprej. To je bila dejansko eksplozija in največji sovražniki so bili religiozni ljudje tistega časa in so dejansko po več zelo kompliciranih cerkveno-političnih mahinacijah so to delo tukaj ustavili. Tako da so, en od njih je umrl že vmes, ker je bil slabega zdravja, ampak je vseeno šel na to delo, drug je umrl na Slovaškem. Njuni učenci so se potem razkropili in so v bistvu, glavnina tega dela se je potem nadaljevala na jugovzhodu, v Makedoniji, v Bolgariji in tako naprej. Vendar je tudi dejansko celo v Sloveniji in ponekod po Hrvaškem so ostali sledovi njunega dela. V 16. stoletju se je vedelo, da se še uporablja tudi njihovo Sveto pismo in tako naprej. Se pravi, nekaj tega je ostalo tudi tukaj. Ne, Bog to je bil prvi res tak preboj na tem področju. Gremo naprej. Druga točka, 16. stoletje.
Bog dvigne enega navadnega kmečkega fanta, vinarjevega sina, in ga oprem z velikim pogumom, z vztrajnostjo, z ljubeznijo do evangelija in do Slovencev. In da mu veliko modrost iz nebes. Ne? In tudi on bo v svojem času znan po vsej Evropi. Vsi po Evropi bodo vedeli za njega. In ga Bog pošle tega človeka k svojemu narodu, ki je neuk, nepismen, poln vraževerja, poln verskih zablod. Bog ga pošle k njim in ta človek verjame, da se da nekaj narediti, da se da narediti spremembo, da se lahko spremeni, če se jim prinese evangelij, če se jim prinese čista Božja beseda, da se bo nekaj spremenil. In začne delati. Ne, se pravi, napiše abecednik, da bi ljudje sploh se naučili brati v katekizmu, takoj da osnoven krščanski nauk, osnoven bibličen nauk. Ne? In potem začne prevajati Sveto pismo dodom. In potem posod znanja evangelij. Vemo, da je jezdil po raznih krajih Slovenije in pridigal in znanju evangelij, ponekod so ga dobro sprejeli, druge ne. To je delo seveda, dokler ga niso izgnali. Ima nekaj učencev tudi in eden od teh učencev potem prevede celotno Sveto pismo. Se pravi, Trubar je učenc Dalmatin, prevede celo Sveto pismo in spet tudi s tem postal Slovenijo na svetovnem zemljevidu v tistem času. Ne vem, če veste, ampak ko so v 16. stoletju recimo delali trojezični slovar, so vzeli nemški jezik, pa italijanski jezik, pa so pa mogli enega od slovanskih jezikov vzeti, so vzeli slovenščino. Zaradi ugleda in prestiža naših protestantov, Dalmatina, Trubarja in tako naprej. Ko so delali trojezično Biblijo, enako, so vzeli nemški prevod, italijanski prevod, pa Dalmatinov prevod. Kot zgled slovanskega jezika, se pravi, spet tudi takrat pravijo, da je bilo v Sloveniji 80% evangelijsko verujočih, se pravi velik del Slovenije, se pravi spet bi lahko govorili o prebojenju in spet seveda so se dvignili služabniki nasprotnika, ki so bili spet oblečeni v neko religiozno formo, vendar so služili nasprotniku in so večino tega uničili. Ne pa do konca. Niso ga mogli uničiti in dejansko so njegovi sledovi še zmeri danes tukaj in tudi ostala je manjša skupnost, ki nadaljuje njegovo delo. Moja pa tretja točka, tukaj se zdaj bližamo, to je pa konc 19. začetek 20. stoletja in tam Bog na Češkem, kjer sta, približno tam, kjer sta delovala tista dva brata, ki sem jo prej omenil, Bog obudi in pokliče svojega služabnika, da ne gre v slovenske dežele in da ne gre nadaljevati delo, ki je 300 let prej zastalo. In tako so oni sami rekli, da bi drevo evangelija v tej deželi ponovno ozelenilo. Se pravi, da bi delo reformatorjev, delo Primoža Trubarja, Jurija Dalmatina, da bi ponovno ozelenilo. In on pride sem kot misionar in pride na trdo zemljo, ampak Bog ga je opremil s pogumom, da mu je veliko vztrajnost, da mu je veliko ljubezen do Božje besede in tudi ljubezen do Slovencev in da mu je modrost iz nebes. In on je tukaj vztrajal 2 desetletji in ker je verjel, da to drevo lahko ponovno ozeleni. On je deloval na različne načine v znanju evangelija in je prevedel celotno Sveto pismo, to je Anton Hraska. Ampak tukaj bi rad poudaril, mi ga poznamo kot prevajalca, ampak dejansko je bil on misionar. On je bil tukaj, on je prišel sem not, točno s tem namenom, da bi nadaljeval ta tok, ki ga omenjam. In zelo zanimivo je tudi, da on sam v svojih spisih ne omenja samo Trubarja, dejansko omenja tudi že Cirila in Metoda. Ker se je zavedal točno, da tukaj Bog nekaj dela in je Bog nekaj delo in je rekel, če hočem tle nadaljevati, moram nadaljevati tukaj v tej liniji. Ne vem, če veste, Trubar je izdal kompleten Dalmatinov uvod v Biblijo, ga je ponatisnil, to je dolg uvod, tega je 90 strani. Ravno zato, ker je rekel, tle treba nadaljevati, treba je na tem temelju, ki je bil položen, je treba iti naprej. On je vztrajal, dejansko, in tudi on je imel izredno nasprotovanje in doživljal, tudi njegove Biblije so zažigali spet ljudje, ki so se maskirali v pobožnost, ampak so služili spet nekomu drugemu. In dejansko je v svojem času videl zelo malo sadov, ampak je pa vse zanimivo, ker potem, ko je že zapustil Slovenijo, imamo eno fotografijo od njega,
v 30 letih, kjer je pa na hišnem bogoslužju za začetniki baptistične cerkve v Sloveniji. Se pravi, on je pa dejanski, konkreten, čist, fizičen predhodnik nas, evangelijskih kristijanov na tem področju. Dejansko je z njim se je pa začelo to, čemur danes lahko rečemo evangelijsko gibanje, evangelijska cerkev v Sloveniji. To so bili ljudje dejansko, ki so njegovo Biblijo prodajali po hišah, kolporteri so to bili, in oni sami so se spreobrnili in oni so začeli potem baptistično cerkev v Sloveniji. Se pravi, zdaj tle imamo en tak pogled, za nalaž sem naredil pogled, ki gre tako iz širine, zmeri na kaj bi rekel, bolj na usko. Ciril pa Metod sta kristjana, ki sta delovala v času, ko se še celo katoliška pa pravoslavna cerkev nista razdelili. Se pravi, ona dejansko pripada vsem kristjanom. In tudi seveda mi evangelijski jo moramo videti, kje sta. V redu, v katoliški cerkvi častijo kot svetnika in tako naprej, ampak ona sta bila pomembna misionarja. Ne smemo biti mi slepi in ne videti, kaj je Bog že naredil prek njih. Potem imamo tukaj Primoža Trubarja, ki je, kot vemo, začetek protestantizma, začetek luteranske cerkve pri nas. In potem imamo tle Antona Hraska, ki pa je dejansko začetnik evangelijske cerkve. On je bil evangelijski kristjan in je oznanil evangelij. To je na kratko. Sem tukaj povzel zdaj, kako je ta reka potekala od apostolov, 9. stoletje, 16. stoletje, 20. stoletje in potem mi danes, 1. februar 2015. Tukaj stojimo, ne stojimo v praznem prostoru. Ne stojimo na eni cesti ali pa v enem toku, ki ga je Bog vodil in ki ga je Bog usmeril. In to dejansko nam da eno trdnost, lahko, da vidimo. In tudi, ko nas ljudi vpraša, okay, kaj ste vi? Ja, mi smo učenci od Cirila pa Metoda, pa učenci od Primoža Trubarja, pa od Antona Hraske. Nismo od včeraj. Smo tukaj, delo, ki ga delamo, ni kar nekaj, kar smo se mi danes zmislili. To je veliko delo, ki ga Bog dela in mi za tem stojimo. No? To nam je lahko, po mojemu, zelo, zelo veliko spodbudo. Prav v tem, da vemo, kdo smo, kaj smo, od kje prihajamo in potem lahko tudi vemo, kam gremo. Kam gremo naprej, kaj je naš cilj. Tukaj bi pa zdaj potem lahko izpostavil mogoče 3 ali pa 4 stvari. Če pogledamo življenja teh treh, ko so bili seveda vsak v svojem času, vsak se je s svojimi izzivi soočil, ampak mislim, da vse en par stvari lahko vidimo in jih lahko izpostavimo in so nam lahko prav konkretno tudi osebno vzpodbudo vsakmu od nas danes. Kaj bi pri teh treh ljudeh postavili v spredje? Po mojem je prva stvar je njihova ljubezen do Svetega pisma. Vsi tele so prevajali Sveto pismo, kot vidimo. Zakaj? Zato, ker so vedeli, da je to prva stvar, da je to najpomembnejša stvar, da se Sveto pismo prinese ljudem. Zdaj, nismo vsi prevajalci Svetega pisma, ampak obstaja pa en prevod Svetega pisma, ki ga pa dela čist vsak od nas. Veste, v katerem prevodu govorim. Govorim o našem življenju. To je velika resnica, ki pravi, da naše življenje je doskrat edin prevod Svetega pisma, ki ga bojo ljudje od zunaj brali. In ta prevod seveda se pa imenuje sad duha, o katerem govori pismo Galačanom. Je ta sad ljubezni od Boga, je ta sad veselja, ki ga daje Božji duh, je ta sad miru, ki ni od tega sveta, je sad velike potrpežljivosti, je sad dobrote, radodarnosti, je sad zvestobe, nenasilnosti. Krotkost pomeni nenasilje. Moja dosti močna stvar. Pa samokontrola, samoobvladanje. Te stvari niso nek dodatek evangeliju. Te stvari so bistvene za evangelizacijo, ker ko ljudje vidijo, da so v nas te kvalitete, vidijo, da je v nas nekaj drugač. In to je zelo pomemben prevod evangelija. Se pravi, da dejansko, da zelo resno vzamemo ta izziv Božje besede. Ta izziv seveda vsi vemo ni lahek. Ker te stvari se ne razvijajo čez noč. Zato se treba boriti. Sad je nekaj, kar moraš kultivirati, kar moraš vzgajati leta včasih. Se pravi, tukaj govorimo o odločitvi za dolgoročno hojo v določeno smer.
Eugene Peterson temu v angleščini reče long obedience in the same direction. Dolga poslušnost v isti smeri. Dajmo si vzeti ta izziv, ker to je pomemben prevod. No, ampak tudi širše, te ljudje dejansko so delali s Svetim pismom, prevajali so ga, razlagali so ga. Dajmo biti tudi mi ljudje Svetega pisma, dajmo se potopiti v Sveto pismo, dajmo res biti ljudje, ki od zunaj predstavljajo Sveto pismo po vsem, kar je, po vsem tem bogatstvu zgodbe svetopismanske, po bogatstvu modrosti, ki je v Svetem pismu, po sili evangelija, ki je v Svetem pismu, ki je Božja moč za zveličanje vsakomur. Sveto pismo je velik zaklad, ki nam je bil zaupan. In mi smo poklicani in poslani od Boga, da ga tukaj posredujemo. To bi dal na prvo mesto. Potem bi pa dal to modrost od zgorej. Vemo, da nas Sveto pismo tudi spodbuja, ne? Da se napolnimo z modrostjo, ki je od Boga. In pravzaprav je Sveto pismo samo, je že ta modrost, ker to je modrost od Boga. Sveto pismo je Božja beseda, prihaja od tam, kjer je Bog, prihaja v naš svet. Se pravi, je nekaj drugega, nekaj, kar prinaša pravo, resnično Božje življenje, Božjo resnico v ta svet. Se pravi, da se opremo in da iščemo res to božansko modrost, to opremljenost od zgoraj. Mislim, da smo vsi tle smo poslani in poklicani, da vsak na svoj način nadaljuje to delo, ki sem ga zdaj začrtal. In seveda tega pa ne moramo s svojimi človeškimi močmi, s svojimi silami, rabimo modrost od zgoraj. Modrost v Svetem pismu ni nekaj teoretičnega, to ni neko razpravljanje o nekih strokovnih stvarih. Modrost v Svetem pismu je praktično, da je sposobnost, da delaš to, kar je prav. Biblična modrost se, če berete pregovore, veste, o čem govorim. To je usposobljenost, da človek živi tako, kot je prav in tako, kot je dober. To je Božja modrost. In da delaš to, kar je prav v ta pravem trenutku. To je modrost, ki jo rabimo. In vidimo, da te ljudje so dejansko cveteli od Božje modrosti. Dejansko so ogromnega sadu obrodili z močmi, z darovi, ki jim jih je Bog dal. Se pravi, bodimo tudi mi tukaj željni potem, da nas Bog obdari s pravo modrostjo, s pravimi sposobnostmi in potem bodimo pripravljeni to dati v prakso. No in to je mogoče naslednja stvar, ki bi jo izpostavil. Te ljudje so bili garači. Te ljudje so res delali neverjetno veliko. In to dejansko velja za vsakega od teh treh. Mogoče bi Trubar tukaj izpostavil, on je dejansko delal do zadnjega trenutka. Na posli smrtni je še prevajal Trubarjevo hišno postilo. Delo je do konca, ker je tako močno ga je zagrabil evangelij, tako močno ga je Božja beseda zagrabila, da je rekel, to moram do konca speljati. In to je speljal. Dejansko je narekoval svojemu sinu prevod do konca. In to je bila tudi zadnja protestantska knjiga, ki je šla. Ta hišna postila so v bistvu Lutrove pridige na ogromen odlomkov iz Svetega pisma. In to si jaz tudi želim, da tako živim in da tako umrem. Da umrem v Božjem delu. Je pa to izziv in te ljudje vsi so pač plačali kar visoko ceno za to, kar so delali. Omenil sem skozi, da so bili preganjani. Skozi jim je pihal nasproten veter. Okoliščine so se zdele neugodne. Skozi. Ampak kaj bilo s tem, da bi bili so kot diamant? Sploh se niso ustavili. Meni ni jasno kako. Oziroma to je dejansko lahko samo Božja milost. Šli so naprej in so šli naprej in so šli naprej. Trubar je pridigal tle, so ga izgnali v Nemčijo. Ni se ustavil, napisal je knjigo, da bo naprej pridigal. Zato, ker se ni mogel ustaviti. Prišel je sam delo, spet so ga izgnali, ni obupal, ni se zlomil, naprej je pisal knjige, naprej je prevajal, pomagal je Dalmatinu, da je prevedel Biblijo. Halo, večina od nas dejansko bi se zlomili pod tem, bi rekli, to ne gre, to ni naš, brez veze. Ne gre, pač prehudo je, preveliko nasprotovanje. Ne, te ljudje so šli naprej, prav tako Hraska, zelo malo sadu je videl v svojem času. Zelo, zelo malo sadu je videl. Zdaj se nič ne premakne nikamer. Ampak on je ustrajal in je ustrajal in je ustrajal. In mi danes smo njegov sad. Mi smo tle zaradi njegovega truda, zaradi njegove žrtve. Tukaj moramo videti, da Božji sad se včasih tudi drugače pokaže, kot bi mi radi. Mogoče ne vidimo, ampak prava vera gre naprej do tam, kar ne vidimo. Se pravi, dajmo se oborožiti in dajmo prositi od Boga, da nas naredi za take ljudi, za take
moške in za take ženske, ki so res kot diamant, ki grejo naprej, ki se ne ustavijo, ki se ne zdrobijo ob pritiskih in seveda, dajmo ne biti presenečeni, ko pridejo pritiski. To je očitno del tega, to spada zraven. To je stara judovska modrost, ki pravi, če hočeš služiti Bogu, pa se pripravi na preizkušnjo. Dejansko je zmeri tako, da ko stopaš v Božje delo, se ti bojo stvari postavile kontra. Na to moramo biti pripravljeni, ne smemo se čuditi tega, moramo se oborožiti s tem mišljenjem, da je treba naprej, da to sam kaže, da smo tam, kjer je treba, da smo in zato imamo nasprotovanje, zato se nam kontrira, zato grejo stvari proti nam. Zanimivo mi je pa pri vseh teh seveda tudi to, in to moramo opaziti, pa njihova velika ljubezen do ljudi, posebej do teh ljudi, katerim so poslani. In to pa seveda tudi mi rabimo. Moramo imeti ljubezen do teh zgubljenih ljudi tukaj od zunaj, do teh grešnih ljudi, do teh, se pravi, Ciril pa Metod sta imela tam eno barbarsko ljudstvo, ki je menda, če je res hotel imeti ta prav žur, je zaklal oziroma žrtvoval kristjana svojim bogovom. Ampak ona sta imela Božjo ljubezen do njih in Božja ljubezen je močnejša. Trubar tudi vemo, s čem se je soočil, s kakšnim praznoverjem, s kakšnimi stvarmi. On je čutil in je vedel, prav ljubi Slovenci, želimo pravo spoznanje Boga, po Božje milosti. Enako tudi Anton Hraska podobno. On je čutil veliko ljubezen do tega naroda in da spet se zbudi to drevo, ozeleni to drevo evangelija. Se pravi, to so stvari, s katerimi se moramo opremiti. In to so stvari, v katere moramo stopati in se obleči in potem gledati naprej. Ker mislim, da je tudi tako, če mi razpoznavamo, res kot Božje ljudstvo, če razpoznavamo, kaj je Bog že delal in če razpoznavamo zdaj te temelje, ki so že bili položeni, potem mislim, da imamo tudi pravico Boga prositi, da nas pelje naprej. Ker potem pomeni, da odgovorno delamo s tem, kar nam je Bog že dal. Bog je te ljudi in te njihove dosežke dejansko dal nam danes, da mi lahko stopimo na njih in gradimo naprej. Se pravi, moja želja in moj klic je, da pravzaprav se ozremo naprej. Ampak da vidimo, od kje smo prišli, da vidimo, da naši temelji so trdno postavljeni, da so jih dejansko postavili ljudje, ki so imeli veliko Božjega značaja in od katerih se lahko veliko naučimo. Čist konkretno to tudi pomeni, da dajmo malo pozvati, dajmo gledati, kako so te ljudje živeli, dajmo prebrati kaj o Cirilu pa Metodu, dajmo brati stvari, ki jih je Trubar napisal. Tudi ne nujno zato, ker se mogoče zmeri strinjamo z vsem, ali pa tudi dobro, Trubarjevi teksti so včasih kar težavni za brati, ampak gre za to, da se postavimo v ta tok. S tem se mi zdi, če se prav tega lotimo, damo čast Bogu, ki je to naredil in se sami opremimo z močjo, ki jo rabimo, z ustrajnostjo, ki jo rabimo za ta tek, ki je pred nami. Se pravi, dajmo študirati njihovo življenje. Tudi od Hraska je zanimivo, Hraska je ogromno njih pridik napisal in bomo probali zrihtati, se menimo, da bi to tudi prišlo da bi objavili na internetu ali kaj tazga. On je precej naredil tega, on se je soočil z slovensko realnostjo, ki ni bila bistveno drugačna od današnje. On je tukaj bil iste izzive imel kot mi danes. Dajmo to pogledati, potem pa seveda gledamo naprej, ker Bog seveda verjam, da nam bo dal, da gradimo naprej. Božje delo se nadaljuje. In mi smo danes sad te Božje besede, ki je skozi stoletja prihajala sem. In na nas je, da to besedo nosimo naprej. Da se res oblečamo v to Božje moč, da se oblečamo s to potrpežljivostjo in da v enem prosimo res, da Bog pošlje svojega duha, da govorimo to besedo, da se ne ustavimo, da jo govorimo v dobrih in v slabih okoliščinah, tako pravi Sveto pismo, in da nam da to veliko ljubezen do ljudi, ker brez tega pa seveda ne bomo mogli. Mi smo poslani za to, da Božja ljubezen, ki se je odprla v Jezusu, da posredujemo. Božja beseda je beseda Božje ljubezni. Bog je odprl svoje srce nam in mi moramo podpreti svoje srce drugim ljudem. In da se izlije ta Božja ljubezen, ta Božja milost in da povabimo ljudi, da stopijo v to dobro Božjo zgodbo, o kateri sem govoril na začetku. Da vstopijo, da tudi oni sami postanejo soudeleženi v tem velikem delu. Ker to seveda pomeni, da kdorkoli kristjan je misionar. Biti kristjan pomeni biti udeležen v tem velikem Božjem delu.
No in zdaj za na konec ne predstavim še tole majhno knjižico, ki jo nekateri že poznate. To smo izdali na koncu lanskega leta, prav zato, ker lansko leto je bilo 100 let, odkar je Anton Hraska prevedel celotno svetopismo. In v tej knjižici je v bistvu besedilo njegove visoke pesmi, ki je mečkam posodobljeno. Bomo videli, računamo, da bomo s to posodobitvijo šli naprej. Ni tako enostavno, kot se zdi, ampak to je prvi sad, nečesa, kar smo začeli. Ta knjižica je tukaj, lahko jo tam odzadi si jo lahko kupite. Gre pa seveda za tak en majhen, kaj bi rekel, dragulj, no, iz te preteklosti. Noter imate tudi predstavitev mečkanje o Hrasku napisan tukaj noter. Drugač pa najdete več tudi na spletni strani. Smo naredili spletno stran hraskovo.svetopismo.si in tam je pa več informacij gor, lahko si tudi naložite elektronsko knjigo in tako naprej in besedilo lahko berete. Prav zato, da bi, se pravim, gre za to, da bi mi, evangelijski kristjani, da bi videli, da tukaj imamo trdno zaletje in zato lahko pogumno gledamo naprej in pogumno oznanjamo Božje besede v tem narodu.